lani smo bili priča grdi ločitvi med nadebudnim mladeničem Andrejem Čušem in veliko Slovensko demokratsko stranko. Prepirali so se okrog članarine, desnica ga je označila za izdajalca, karavana oslov pa je šla dalje. No, potem se je pa v začetku februarja izkazalo, da je Čuš z odhodom iz SDS potegnil kratko. Po predsedniku države Borutu Pahorju in nekdanji predsednici LDS Katarini Kresal se mora zdaj tudi on braniti očitkov o uživanju prepovedanih mamil, natančneje kokaina. Ta senca je nam padla po objavi posnetka, ko med družbo, ki uživa kokain, stoji tudi on. Sam jemanje prepovedanih mamil zanika, dodatnih pojasnil pa ne daje. Da razložim, ko sem rekel, da je Čuš potegnil kratko, sem mislil črtico ta pravo. Slovenija, komot lahko kradete ime za to afero. Imeli smo še več predlogov, vsem smo jih zavrgli. Recimo Sniffgate, afera Beli snegac, afera Depali nos in afera Čista lajna. Zdaj, kakorkoli, Čuša so obtožili, da je pred 6 leti z mladimi SDS-ovci snifil kokain. Zdaj, Čuš pravi, da so to počeli 4 drugi člani, on pa je prišel v sobo delati red. O, fante, kaj to delate? To se ne sme, vsi ven. Ste šli ven? Okej. Aj, pridite nazaj, not, sem spuco. Eno vprašanje, Andrej. Ti praviš, da so bili 4 člani SDS v sobi, ko si jih prišel kregat. Ne povej, zakaj je pol na mizi 5 črtic? Če peta črtica ni bila za tebe, za koga je bila pol? Za svetega duha? Kje pa se je to sploh dogajalo? Dajte mi povedati. Pa ja niste v parlamentu snifali, to je grozno. Zapiše še, da je bilo to posneto na delovnem koncu tedna podmladka Slovenske demokratske stranke na Bledu. Na vikendu Slovenske demokratske mladine. Zakaj se mi zdi, da njihova kratica SDM v resnici pomeni snifamo droge majkemi? Ker sta mladimi demokrati je beseda šmrkavc dobila čisto nov pomen. Čeprav se ne čudim, drage moje, da postaneš tako presmojen, ko so stari SDS-ovci, moraš kot pomladek res vse pošmrkati. Me je pa nekaj posebej padlo v oko. Vse to se je dogajalo na Bledu, ko je demokratska mladina imela delovni konec tedna. Kakšen je še lepo njihov strankarski vikend, ko se grejo sproščati. Tak? Taki zabavi drugač Pero Lovšin pravi klasičen ponedeljek zjutraj. Zdaj, narod, ziher ste kdaj slabe volje. En nasvet. A veste, kaj jaz naredim, ko se hočem spraviti v boljšo voljo? Predstavljam si izraz na obrazu SDS-ovca, ko ugotovi, da je beli prah v kuverti v resnici samo antraks. Zmer me nasmeji. Dobro, nazaj na droge. To, da so politiki konstantno nabliskani, ni lih novost. Pahorja so obtoževali, da se popravlja. Katarina Kresal naj bi jedla mamile. V italijanskem parlamentu so našli več kokaina, kot v predalu kakšne pisarne v NLB. To pomeni, da je problem resen in da bi morali nekaj storiti. Pa dajmo vprašati bivšega kriminalpolicaja, poslanca Ferlugo, če potegnemo črto, kaj bi morali storiti? Potegnemo črto, tako kot bi rekel naš prijatelj iz obale. Potegnem črto in pol kaj? Vam jaz povem kaj. Počakati bi morali nekaj mesecev, da se afera Desnivca poleže, pa v parlament nenapovedano poslati policijske pse ali pa nekaj slovenskih estradnikov, da izvohajo prepovedane droge po kabinetu. Pa bi čisto vsakem poslancu vzeli kri pa preverili, če se drogira. Ali pa vsaj, če je res človek. Neki teste bi naredili. Glede na njihovo obnašanje sem prepričan, da so slovenski politiki že toliko posnifali, da se na njihov račun s Ferrari vozijo prav vnuki Pabla Escobarja. Pa še nekaj. S takim testom bi lahko preverjali poslance že v strankah samih. Pa dajmo vprašati Hana, zakaj tega niso storili v SD, ker je on gazda. Ker nobeden od poslancev socialnih demokratov v zgodovini ni deloval, da bi bil mal zadrogiran, tako da ni bilo potrebe. A si prepričan, Ljubček, v socialnih demokratih gotovo nihče ne jemlje mamil? Jaz imam dokaz, pa mi predsednika države sploh omenjati ni treba. To je edini rdeči monopol, ki je še ostal. In desnica bi nam izruvala še tega.
Srca ne damo. Bije levo zgoraj. Zdaj, lahko odprem na debato, pa glasujemo, a je on zadet ali prizadet, to je res. Ne vem, kaj je hujš sicer, trezen ni, toliko vemo. Zdaj, te stvari s čušem je treba priti do dna. Ne? Najboljše, da se obrnemo na strokovnjaka. S terena se nam danes prvič javlja naš posebni poročevalec Janez Ivan Novak, bratranec Magnusa Novaka. Janez je diplomiran Slovenec in strokovnjak za trde droge. Pozdravljeni, gospod Novak. Bog daj. Gospod Novak, vi ste strokovnjak na področju drog. Dajte mi povedati, ima slovenska desnica res težavo z drogami? Gospod Godler, kot član vsaj 3 desnih strank vam zagotavljam, da slovenska desnica nima problemov z drogami. To, da se je znašel v prostorih SDS kokain, pa je še en podel, a k sreči spodletel poskus dekadentne rdeče murgalske protiobveščevalne zalege, ki želi svojo lastno zasvojenost unesti v vrste svojih političnih nasprotnikov z namenom indoktrinacije in asimilacije v levo politično hemisfero. Tega pa nisem vedel. Dajte povedati, imajo poslanci svojega dilerja, kako pride droga dejansko v državni zbor? To bi mogli pa vi vprašati svoje rdeče prijatelje. Ok, katera droga pa je najbolj domoljubna potem? Najbolj domoljubne so gotovo cviček, domači sadjevc, za močaradovca pa tako vemo, da je bil leta pogonsko gorivo slovenstva tudi že med marčno revolucijo. Se pravi, patrioti prisegajo bolj na tekočino. Glejte, narod že dolgo zanima, na katerih drogah pa je vaš veliki vodja. Tako je, jaz gospoda osebno poznam, zato vam lahko zagotovim, da je njegova droga izključno ljubezen do domovine in dobra stara megalomanija. Ja. Zadnje čase pa posega tudi po Twitterju, ki ba je zadane še bolj kot kokain. Ja, to smo videli. Janez, je mogoč znan podatek, če imajo stranke svoje najljubše droge? Ja, seveda ima vsaka politična stranka svojo uradno drogo. Za SDS smo ravnokar ugotovili, da nikakor nima težav s kokainom. Kar pa se tiče ostalih strank, je pa takole. Združena levica je na marihuani, razen Hanška, ki je na šmaranci. Nova Slovenija je na Jezusu, Rjavčev Desus na Viagri, Socialni demokrati na vdihavanju industrijske barve, Alenka Bratušek pa je že kar nekaj časa zadeta od uspavala za divje živali. Zadnjič jo je namreč oskrbnik živalskega vrta po nesreči ustrelil v zadnjico, ker jo je zamenjal za geparda. Aha. Kaj pa SMC? Govori se, da so tudi na belem. SMC so na belem, ja, ampak na belem magu. Dragotinu Marušič. Aha, zaskrbljujoči podatki. Zdaj, gospod Novak, hvala za to poročilo. Paste na komunajzerske dilerje. Vi tudi, Bog z vami. Hej, živjo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!